Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Brati in sestre v Kristusu, o prazniku Gospodovega oznanjenja poslušamo znani evangeljski odlomek, v katerem angel povabi Marijo, da bi postala mati Božjemu sinu, ob katerem posvečeni največkrat izpostavimo Marijin zgodi se mi po tvoji besedi. Potem večkrat pridigamo, kako naj tudi mi ravnamo kakor Marija in na navdihe Boga v vsakdanjem življenju odgovarjamo s svojim zgodi se. Celo molimo vsak dan Oče našu, zgodi se tvoja volja. Ampak večkrat se zdi, da mi kar dobro vemo, kaj hočemo. Bog pa naj le naše prošnje, predstavljene mu načrte, obilno blagoslavlja. Zgodi se tvoja volja ali zgodi se mi po tvoji besedi, pa ni stvar enega trenutnega navdiha, trenutka Marijine dobre volje. Da lahko Gospodu tudi v pomembnih odločitvah pritrdiš in rečeš, zgodi se mi po tvoji besedi, mora že pred tem obstajati globok odnos z njim. Apokrifni Jakobov protoevangelij govori o Joahimu in Ani, starših Marije, kako sta jo vzgajali v duhu ljubezni in spoštovanja do Boga. Prav zanesljivi podatki to niso, lahko pa sklepamo, da je Marija prejela zgled vere svojih sorodnikov in tudi sama vzljubila Boga. Bog zato ni bil zanjo tujec, temveč Emanuel, ki jo je spremljal v življenju, in Marija je po njegovi besedi uravnavala svoje življenje. Poznala je postavo in preroke, predpise in naredbe in iz ljubezni do Boga to izpolnjevala. Tako je njen odgovor na Gabrielovo povabilo, da postane Božja mati, nekaj, kar ni bilo stvar enega trenutka, temveč dolge poti odnosa z Bogom. Izkušnje Boga in njegovo mesto v Marijinem življenju so tako pripravljali prostor za veliki zgodi se mi po tvoji besedi. Zagotovo to ni bil njen prvi zgodi se, ampak po množici vsakdanjih krona dotedanjih in nikakor ne zadnji. Marijino življenje nam govori o tem, kaj je temeljno za moje odgovore Gospodu. Kakor Marija smo tudi mi povabljeni pripravljati sprejem Gospodu. Je res težko dati Bogu kak bolj radikalen zgodi se, tak, ki naše življenje resnično obogati, ga naredi smiselnega, ali pa ga v čem obrne na glavo. Sprejem Gospoda pomeni nešteto vsakdanjih srečanj z njim v pogovorih, molitvah, takih kratkih, živih. Sprejem pomeni poslušanje in ohranjanje Božje besede v srcu, dnevne, one, ki poslušamo pri bogoslužjih. Sprejet Gospoda nikakor ne gre mimo službe bližnjemu in ne gre mimo občestva pri bogoslužju. Vsak zgodi se mi po tvoji besedi ima tako za seboj zgodovino izkušnje z Gospodom Jezusom, z ljubeznijo in usmiljenjem nebeškega Očeta. Mnoge upodobitve Gospodovega oznanjenja na freskah pričajo tudi o načinu, kako Bog prihaja k človeku, kako ga vabi k temu, da bi z njim lahko živel rodovitno in izpolnjeno življenje. Bog pošilja angela, ki k Mariji pride odločno, a ne gosposko. Na mnogih freskah tako kleči v višini Marije. Pozna Marijino dostojanstvo in v tej drži jo vabi, če bi postala Božja mati. Bog ne prihaja k Mariji zviška, s silo, ki bi kakorkoli pohodila njeno svobodno odločitev oziroma privoljenje. Prihaja z darom samega sebe, da bi uresničil poslanstvo žene, da postane mati Bogu in človeku. Tudi iz našega srca ali ust ne bo nikoli iztrgal kakšen zgodi se tvoja volja, če se že mora, temveč bo ponižno čakal na odgovor, ki bo izgovorjen v zaupanju, če že ne v radostni ljubezni do njega, ki želi tudi moje življenje napraviti rodovitno za občestvo, rodovitno zame, rodovitno za večnost.
Če se morda zdi, da kdaj Gospod pretirava s svojimi navdihi, predlogi, da se zdijo preveč nemogoči, na primer, kliče k popolni podaritvi možev ženam in obratno, očetov k otrokom, mladim za posvečeno življenje, duhovnikom, diakonom, škofom, da bi bili dober zgled vernikom, kako se živi z Jezusom, potem se lahko v svoji nemoči mirno zanesemo na Božje mentorstvo. Angel je rekel Mariji, da pri Bogu ni nič nemogoče. Je morda marsikaj nemogoče zame, za nas. Bog pa naša obzorja zmore razširiti. Če nas Bog ponižno vabi, da bi živeli po njegovi volji, potem že ima dober načrt, kako se bo to izpeljalo. Je res, da jaz včasih kdaj zatajim, sem pa prepričan, da je Bog dovolj moder in zmožen, da bo kljub moji nepopolnosti dobro izpeljal moje življenje. Naj nas nebeška mati opogumlja, da je življenje z Gospodom lepo, bogato, ustvarjalno, čeravno mnogokrat nerazumljivo in težko. Gospod ve, kaj dela. Dela pa v veliki ljubezni do tebe in mene, potrebuje moj sprejem in privolitve. Naj bodo velikodušne.